Dame in gospodje, zelo sem vesel, da sem ponovno tu v Celju, ki bo v naslednjih dneh skupaj z mednarodnim sejmom obrti podjetnosti spet pravo poslovno središče Slovenije in kar precejšnjega dela Evrope. In to že 49 leto zapored. In spet Celje in ta sejem ponuja izložbeno okno za številna slovenska podjetja in seveda se tu predstavlja tudi tuja podjetja, kar me vedno bolj veseli, kajti tudi z vlado se močno zavzemam, da se Slovenija vedno bolj odpira, da prihajajo k nam tuja podjetja, da imamo stike s čim več državami, da Slovenija je prepoznavna in da to polaže vsem. Na tem sejmu vedno najdemo zelo veliko podjetnosti, to je prava izložba podjetnosti, inovativnosti, ustvarjalnosti nasploh. In naj rečem, da sem še posebej vesel tega, da nam je uspelo letos vladi, da bo tukaj tudi poseben prostor, v katerem bo z vami naš minister Počivalšek, minister za gospodarstvo, s svojimi ljudmi, kar 150 se jih bo izmenjalo do nedelje, pri čemer bo minister tukaj vsak dan in to je nekaj novost, ki jo uvajamo, da bo vlada stopila na vrst, da bomo pristopili vsem vam, ki boste želeli spregovoriti o izzivih, težavah, idejah in drugem. Vlada Republike Slovenije prehaja v drugi del svojega mandata in mislim, da je opazno predvsem to, da smo zagotovili politično stabilnost, da smo že zvišali politično kulturo, manjša je količina tistega prepiranja, ki je dušilo našo družbo, večja je količina konstruktivnih razprav, če tudi kritičnih. Krepimo podporo gospodarstvu. Sveda ni nikoli dovolj. Nikoli ni dovolj in pozorno sem poslušal tudi gospoda Meha. Vlada posluša in se tudi nadaljevali bomo. Tudi tam odrečemo prvi korak, ko prestrukturiranju davkov, da ni davčna reforma, je prvi korak. Je pa korak naprej in sledili bodo naslednjih drugo letje potem naprej. Imamo stabilno gospodarsko rast. Naša država ponovno kot dober gospodar vlada z javnimi financami. In prav tako smo prvič po vseh teh letih od osamosvojitve naprej zagotovili, da imamo strategijo, jasno strategijo, kako upravljati z državnimi naložbami, z državnim premoženjem. Depolitizirali smo to sfero, jo prepustili korporativnemu upravljanju in določili zelo jasne kriterije, po katerih je treba upravljati s tem premoženjem. In seveda so tu še druge stvari, ki je bilo menjeno in nekaj bom ponovno nadaljevali. Morda nekaj številk. Skoraj 3% rast, torej predvsem rast BDP-ja, ki je stabilna, kar je zelo pomembno, stabilna. Imamo več kot 5% večji izvoz in hvala lepa, predvsem vsem malim in srednjim podjetjem, tudi drugim, ki so tu prva linija, ki to največ pripomorja. Seveda pa se tudi vlada tudi za odpravljanje administrativnih ovir, gospodarskimi delegacijami z neposrednim vabljenjem drugih veliko investitorjev, da se situacija v Sloveniji izboljšuje. In zato smo tudi doživeli dvig na lestvicah konkurenčnosti. Ta dvig je zelo opažen, pri čemer smo seveda tudi zmanjšali javno finančni primanjkljaj, kar je Slovenijo spet postavilo ob drugih dosežkih na mesto držav, ki so solidne, ki niso več v krizi, ki so veliko tudi ugodno poslovno okolje, nudijo ugodno poslovno okolje, tako domači kot tujim podjetnikom. Rast tujih neposrednih naložb v zadnjih 12 mesecih je bila za približno 1,4 milijarde. To kaže, da Slovenija se odpira. In to je zelo pomembno. Letos smo že dosegli 2,2 milijarde, pa je rekord prihodkov tujih turistov. Število brezposelnosti se je po 6 letih zmanjšalo po 100 tisoč in povečuje se zaposlenost in kot veste, samo v letošnjem letu imamo okoli 50 tisoč novih zaposlitev. Kar 19% je dopadil brezposelnosti med mladimi glede na lansko leto
In seveda ta zaposlenost tudi med mladimi, ki stalno narašča, tudi pomeni, da je vedno več tistih mladih, ki dobijo zaposlitev v Sloveniji in da ni treba iti srebuhno za kuhno, kot se reče, v tujino. Ampak zakaj vam navajam te številke? Mnoge že poznate. Zato, ker smo in ste so ustvarjali to vse skupaj. To je naš skupaj dosežek. Poglejte, to si moramo počasi začeti priznavati. Moramo se začeti priznati pa zato, ker moramo končno reči, da zmoremo. Prav je, da smo kritični, prav je, da smo polemični, ampak ne smemo samo jamrati. Ne da se, ne moramo. Slovenija zmore, spoštovani. Vi zmorete. In lahko se seveda odločimo za tisto, kar smo imeli v preteklih letih in nazaj, da se hranimo še vedno z negativizmom. Čaša še ni dovolj polna. Ali pa rečemo, dovolj smo že napolnili, da smo lahko tudi optimisti. Ampak ta odločitev je vaša, odločitev vseh nas državljank in državljanov Slovenije, vseh nas prebivalcev, ki tu živimo. Ali se bomo hranili samo s tistim, s čimer nam ne gre, ali pa bomo rekli, gre nam, zmoremo, imamo izzive in premagali bomo. Ne si želim, da bi počasi ta mentaliteta postala prevladujoča tudi med malim gospodarstvom in povsod v Sloveniji. Ker sicer, oprostite, če sam vas ne verjame, če ne verjamete v samo veliko naše podjetništvo, če ne verjamete v nič v nas, potem ne moramo naprej. In zato seveda verjamem sam ravno nasprotno. Verjamem, da gremo dobro naprej, so težave, prisluhnemo, bomo odpravili administrativne ovire, bomo nadaljevali z davčno reformo, marsikaj bo še. Tudi tukaj smo že na tem sejmu, da prisluhnemo in se z vami družimo. Ampak, seveda, upam, da bomo tudi počasi prepoznali, da samo tako gremo lahko naprej, če imamo upanje in zaupanje v kulturo. Naš veliki Slovenec, domoljub, intelektualec Boris Pahor je nedavno dopolnil 103 leta. To je na največjih osebnostih, kar živi v našem okolju. In poglejte, kaj je tako fascinantnega pri njemu. Zakaj nam mora biti po moji oceni en velik pozornik danes tudi za večno? Zato, ker ni samo domoljub, ni samo človek, ki pri 103 letih opozarja na nauke iz preteklosti, nam govori, katerih napak ne smemo ponavljati, kar je zelo dobro. Ampak je tudi hkrati mladenič, živahnega duha. Človek, ki gleda naprej, ki se še vedno uči, ki je še vedno radoveden, vznemirjen v novih dogajanjih, kritičen, ampak vznemirjen. In to potrebujemo v naši državi. In tega je vedno več. To vidi tudi letos na tem sejmu. Že zdaj lahko rečem, velika zahvala organizatorjem za ta velik napor in trud, da so spet veliko dodali nekaj k tem, kar je bilo prej, pa že prej bilo ogromno. In zato vas vse skupaj pozivam. Glejmo naprej. Glejmo na naše vlade. Ne pozabimo na starejše. In vlada ne bo pozabila. Delamo na tem, da bomo zagotovili mi in potem naši nasledniki varno starost za starejše. Ampak ta hip potrebujemo razvoj, nadaljno modernizacijo, odprtosti. In zato se bom kot predsednik vlade absolutno, ne glede na vse prizadeval, skupaj z ministri, skupaj z vsemi vami, ki imate v sebi ta duh, da moramo držati skupaj, da moramo soustvarjati, ne pa si stalno metati neke polena pod noge in delati nazaj, ki jih dobre stvari narobe. Če bilo kaj narobe, bomo popravili, ampak danes smo tukaj zato, da gremo naprej v prihodnost. In malo gospodarstvo, mala srednja podjetja, ste izjemno pomembni dejavnik, tako kot je bilo že tudi rečeno v tem procesu. Družba je celotna. Kot predsednik vlade moram gledati na vse segmente družbe, od gospodarstva do kulture, od sociale do zdravstva, od šolstva do znanosti. Vse je pomembno, vse moramo skladiti, kajti ne more napredovati samo en del na račun drugih. Ampak zavedam se pa hkrati, da je vsak delček tega velikega organizma, tudi najmanjša podjetje, vsakdo, ki se trudi za vsakdanji kruh, za svojo družino in s tem tudi za vse nas, izjemnega pomena. In zato ne bomo nobenega pozabili, nobenega spregledali in vsem hvaležen, ki se trudite, da gre te države na bolje.
In za konec ne rečem še to. Vznemirjen sem, tako kot sem bil lansko leto, ko čakam, kaj bom danes videl. Veseli me, da ta seja prosperira v korist veliko vas gospodarstvenikov, v korist mestne občine Celje in okolice, v veliko korist Slovenije, ki z njim ponovno veliko dodaja še eno točko na svetovnem zemljevidu. In res, da Slovenija je postala spet prepoznana. Neko državo v krizi, država, ki ima težave, ki so jo treba izogniti ali pa jo izkoristiti za kakšen drug namen, ampak država, ki zmore, ki ima spet začrtano pravo pot. Ostanimo na tej poti in ostanite tudi vi, podjetniki, udeleženci tega sejma na tej poti. Želim vam veliko prijetnih dni, da se boste dobro počutili, sklepali dobra poznanstva posle, pa tudi poveseliti. Hvala lepa za to priložnost in srečno.